Evo, pa začnimo. Okay. Spoštovani gospe, spoštovani gospodje, spoštovani gost, naš prvi sogovorec, koordinator stranke Levica, Luka Mesec. Ja, vem, nobene potrebe ni, da vas tako na široko predstavljam s celim nazivom, ampak vseeno. Me slišite? Ja. S celim nazivom, ampak vljudnost narekuje tako, pa spoštovani kolegi iz Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema. Zdaj pa mislim, da sem vse tudi nagovorila. Dobrodošli. Evo, pa se je začelo. Tisti, v skupini, koga bomo volili tako željno pričakovali. Naša soočenja oziroma pogovori, da ne bo izvenelo tako zelo napadalno, s predstavniki političnih strank v Sloveniji. Volitve so iz dneva v dan bliže. Ljudje smo vedno bolj zbegani, komu naj namenimo svoj glas. Pretekli 2 leti sta dodobra zaznamovali vse, v kar smo verjeli. In nam pokazali, v kako trhli skupnosti pravzaprav živimo, koliko vrzeli se je poglobila v temeljih te države vsega 30 letih obstoja, namesto da bi jih premostili z gradnjo in se skupaj prizadevali k boljšemu jutri, za nas vse ne glede na ideološko, versko ali kakršnokoli drugo pripadnost. Politika nam je v resnici korak za korakom utrjevala državo in vendar moram biti poštena tudi državljani. Nosimo dobršen del krivde, da je situacija taka, kakršna je. Kajti naša državljanska anemija, če lahko tako rečem, oziroma vzhičenje nad lagodnim življenjem, nad vsem lepim, kar se nam je dogajalo in predvsem nad prepričanjem, da je demokracija tisto nekaj, kar je samoumevno in nam nihče več ne more vzeti, nam je zdaj izstavila račun in to zelo visok račun na mnogo katerih področjih. A ker ima vsaka stvar svojo slabo in dobro plat, ima verjetno tudi to, kar se dogaja neko, in to je šola. In srčno upam, da smo se državljani Slovenije iz tega obdobja nečesa naučili in se prebudili. Vsekakor pa sem prepričana, da se nas mnogo dosti bolje zaveda vrednosti svojega glasu. Zato smo se tudi povezali v skupino, koga bomo volili, in zato je tudi ključnega pomena, da se podrobno seznanimo z vizijami političnih strank, da ugotovimo, kje so naše stične točke, predvsem pa, kako resno se bo to pot nameravala politika zavezati k izpolnjevanju lastnih obljub. Verjetno je gospod Mesec zaveza zdaj ena najpogostejših besed, ki jih slišite, ne? Bi lahko rekli, ja. Okay. Doslej smo bili namreč večkrat razočarani kot ne. In torej ta zaveza je tista najbolj izrazita točka preloma prihajajočih volitev. Tu moram dodati, da sem kljub vsemu dogajanju v državi na političnem prizorišču pozitivno presenečena, ker roko na srce sem pričakovala, da se bo recimo odzvalo na naše vabilo nekaj strank, nekaj srečanj, da bo vse skupaj in jih je z današnjim, pa to še ni končno število, že 10. Pričakujemo pa še odgovore, ki pogovarjamo. Tako da pa še nekaj, čeprav sem do včeraj živela v prepričanju, da bom tale pogovor, ki ni ne prvi, pa zagotovo tudi ne zadnji, opravila z levo roko. Moram priznati, da me je obiskala tudi strema, tako da mi oprostite, če mi uide kakšna neumnost ali pa se mi zatrese glas, ampak bodi dovolj o tem. Še v skupini, koga bomo volili, smo od meseca septembra dalje so oblikovali zajeten seznam zahtev, sprememb pravzaprav, ki se nam zdijo ključne za nadaljevanje v prihodnosti Slovenije. Ker se večina od njih pravzaprav v popolnosti strinja z zahtevami glasu ljudstva, ki ste jih tudi vi v Levici prevzeli na Trgu Republike, zato o njih niti ne bomo danes razpravljali. Vemo pa, da se boste, mislim, da tednu dni, če sem prav seznanjena, o njih tudi izjasnili. Se bomo danes dotaknili za nas v tej skupini 2 najpomembnejših, ki sicer od zahtev glasu ljudstva ne odstopata v bistvenem delu, smo pa mi majčkeno bolj zahtevni, majčkeno bolj smo šli v globino,
in so naše zahteve bolj dorečene. In prva je seveda tisti temelj za stabilizacijo za stabilizacijo delovanja države, tista pogodba med državljani in politiko, kako naj bi država pravzaprav sploh delovala. Seveda govorimo o spremembi volilne zakonodaje. Ta zahteva je bila v skupini, koga bomo volili, postavljena absolutno na prvo mesto. V posredovanem scenariju sem vam, gospod Mesec, že predstavila te najpomembnejše točke oziroma spremembe predloga tega zakona o volitvah v državni zbor, kot je uradni naziv. V nadaljevanju pa jih bomo zdaj še skupaj preleteli, ne. To se pravi, vas bom prosila za kratke komentarje oziroma pritrdilno mnenje oziroma zavrnitev za posamezno novost, za vsebinsko pojasnilo v 2-3 stavkih oziroma kolikor bo pač razprava zahtevala, pa bodo poskrbeli tudi spoštovani prisotni kolegi iz Nacionalnega sveta, v katerem smo predlog tudi pripravili, in to so gospod Emil Milan Pintar, gospod Bohinc in gospod Svetlik, če sem prav videla, da so vsi prisotni. Torej, evo, gospod Mesec, začniva, zdaj vam bom pa dala besedo, za meni že več. Jaz vas bom spraševala, pa vas prosim pa za odgovor. Ali podpirate poenotenje velikosti volilnih okrajev na približno 47,000 prebivalcev, kar bi pomenilo, da bi Slovenija imela po novem 44 okrajev, kajti do zdaj so bili razkoraki v številčnosti, ne, celo do 270% še pred nedavnim, ne, tako da menim, da to že v osnovi zelo nepošteno do volivcev, ne. Tako da, zdaj pa vas prosim. Najprej dober večer vsem. Zdaj, jaz vam ne bi rad rožic sadil in bi bil rad čim bolj iskren in odkrit tukaj. Tako da ne bom niti poskušal blefirati, da se Levica zavzema za kombiniran sistem, ampak naša preferenca je, to, kar tudi v našem programu piše, in zato se zavzemamo, ukinitev volilnih okrajev, ohranitev enot in v bistvu preferenčni sistem, kakršnega imamo, samo modificiran s tem, da bi ljudje dobili preferenčni glas, ker bi vsaka lista v vsaki enoti, vsaka stranka v vsaki enoti oddala listo 11 kandidatov, in na ta način se da ljudem možnost izbire. Tako da ne vem, mislim, lahko gremo skozi, pa odgovarjam ja pa ne, sem mislim, da je to malo neproduktivno. Ker jaz se s temi zaostritvami, ki jih predlagate, strinjam, ne. Mislim, se strinjam z načelom domicila, strinjam se z dvigom spolne uravnoteženosti, strinjam se če že ohranjamo okraje, ne, s tem, da bi se jih morali poenotiti, strinjam se s tem, da bi bilo treba zagotoviti večjo enakopravnost kandidatov in tako naprej, ampak kot rečeno, naša stranka ni za kombiniran sistem, o tem se lahko čisto odkrito pogovarjamo, zakaj ne, zakaj se mi zdi tudi neizvedljiv. Smo pa za to, kar smo ta mandat dvakrat poskusili, to je preferenčni sistem, kjer se ohranijo enote, zato da se ohrani regijska zastopanost, ukinejo se okraji. Vas lahko za sekundico tule prekinem, toliko, če gremo prvi tam, kjer se ujemamo, no, pa bomo ali pa gremo potem na tista področja, kjer se pa ne ujemamo. Jaz imam vendarle na vprašanje, Tjaša, če lahko. Ta odgovor, da ste gospod Mesec proti kombiniranemu sistemu, pa da je neizvedljiv, verjetno zahteva neki pojasnil. V sedanjem sistemu stranke ne pustite, da bi državljani kandidirali, da bi postavljali kandidate, da bi imeli državljanske liste in da bi lahko neposredno volili, ker drugače ni mogoče. Torej, še naprej vztrajate, da imate stranke absoluten monopol definirati in postavljati kandidate in ne želite pustiti ljudstvu, da postavi kandidate in da jih voli. Torej, ne zaupate ljudem. Za mene je to, oprostite, je taka oblika stranke nek monstrum, ki se dvigne nad ljudi
in zdaj ne pusti državljanom več nobene vloge pri volitvah. Zelo na kratko sem definiral. Ok, sej zato sem rekel, da bi bil rad iskren. Ne gre za to, da bi jaz hotel ohranjati kakršnikoli strankarski monopol. Tudi razumem vašo intenco, da bi želeli strankam dati polovico prostora v parlamentu, drugo polovico pa prepustiti civilni družbi, po zgledu Nemčije. Ampak jaz mislim, da bi se to išlo na način, ki nam ne bi bil všeč. Mislim, da bi se to išlo tako, da bi tudi tistih 44 okrajev, ki so namenjeni civilni družbi, tako ali drugače pač stranke prestregle in vanje plasirale pač kandidate, ki bi bili njim po godu. To se tudi v Nemčiji dogaja. Pa se to mi tudi predlagamo. Ja. Mi tudi dopuščamo, da stranke kandidirajo. Vem, da puščate 1-1, razumem intenco, ampak pravim, da ne bo 1-1, ampak bosta 2 strankarska. Pač pomenilo bo, da bo vsaka stranka iskala 2 kandidata za ta okraj. To sem prepričan. In drugo, če pogledate, jaz mislim, da bi bil ta sistem nagnjen v desno, ker ni civilna družba samo teh 52 organizacij, ki so nam ljube, ampak je okrog SDS-a spleteno celo omrežje pač nekih organizacij. In če pogledate neko državno telo, telo na državni ravni, drugi dom parlamenta, državni svet, kjer strank ne bi bilo, je jasno, da tam, kjer naj bi bili predstavniki interesov gospodarstva, dela in občin, prevladuje desnica. In jaz mislim, da tukaj bi se točno to zgodilo. Oni bi z neko fake civilno družbo postavljali svoje kandidate v okraje in bi na ta način dobili volilni sistem, ki bi Slovenijo nagnil v desno, čeprav vemo, da če vprašate ljudi po preferencah, levo, desno, levo, sredinsko, desno, sredinsko, če hočete, pri nas 60-40 prid levega bloka pola. Mislim, da niste dobro dojeli prednosti volitev v okrajih. Tam imajo stranke in državljani enako pravico. To pomeni, zaupamo državljanom. Ne izberejo, tam ne bojo stranke prišle s po 2 kandidatoma, ker bi delile svoje glasove, ampak ne zmaga tisti v volilnem okraju, ki so ga ljudje izvolili. V čem je tu problem? In če je 60-40 razmerje v tem, ali imaš srce na levi ali na desni, potem bo 60% izvoljenih iz levo-sredinske polovice. Samo ta odgovor je možen. Vse ostalo je pa seveda nek drug strah, ki ni strah pred levo-desnim, ampak je strah pred razgaljanjem volilnih list, pred njihovo personalizacijo, pri tem, da bojo morale stranke nastopati z imenom, ne z listo. Se opravičujem, ampak vidim, da bo ta razgovor še precej časa, da bomo razumeli, kaj dejansko predlagamo. In ni tako enostavne zavrnitve. Bojimo se desnice. To za mene ni zavrnitev. Ne me narobe razumeti. Jaz razumem, kaj vi predlagate, ampak mislim, da se ne strinjamo v implikacijah tega sistema. Jaz pravim, da bo v vsakem okraju, kjer bo pač vsak človek imel 2 glasova, enega za stranko, enega za civilno družbo. Ne, v okraju ima samo en glas. Ok, ampak vam povem, da bo pač tudi drugi kandidat zelo pogosto kandidat stranke pod krinko. To je prva stvar. Druga, ko se pogovarjamo o izvedljivosti, ki sem jo prej povedal. Ta mandat smo hoteli 2-krat ukiniti okraje, kar je glede na trenutno stanje malenkostna sprememba. Namesto pač, da stranke postavljamo vsak okraj enega kandidata, bi v vsako volilno enoto postavljali listo 11 kandidatov. To je vse, kar bi se spremenili. Ljudje bi pa pridobili preferenčni glas in možnost izbire znotraj stranke. Če ti je všeč Levica, ne boš več prisiljen voliti, če si iz Kranja, pač tistega kandidata, ki ga je Levica postavila v Kranj, ampak boš imel celo gorenjsko listo na razpolago. Ja, ampak gospod Luka, in če smem zaključiti mojo poanto tukaj, če mi date še sekundo. In gledajte, za ta
volilni sistem nismo bili samo na levi. Bili so zraven SNS, NSI in SMC. Proti deklarativno je bila samo SDS. Ampak ni šel skozi in veste, zakaj ne? Ker med drugim sta dva poslanca iz SD-ja, pa ne vem, kje se je še nekdo našel, v glavnem par je bilo takih, ki so presodili, da bodo s tem oni izgubili svoj volilni okraj ali pa možnost ponovne izvolitve in so glasovali proti temu sistemu. Zdaj pa vi rečete, sklicu državnega zbora, ki ima 90 poslancev, mi bomo zdaj število poslancev prepolovili in probajte zbrati s tako ambicijo 60 glasov v parlamentu. Jaz vam vnaprej povem, da tudi če mi vse tole napišemo v program, se to ne bo zgodilo. Glejte, gospod Luka, bom nehal, ampak še nekaj. Vi pravite, mi smo to predlagali, tam bojo stranke postavile liste. Pa ravno to vam poskušam dopovedati, da je nastopil čas, da dobijo državljani pravico postavljati kandidate. Zakaj si stranke lastite, da imate samo vi pravico določati kandidate? Kje ste tu pustili v igro civilno družbo, državljane? Nobenega. Mi bomo postavili 11 kandidatov. Po drugi strani pa vidim, da tistega dela, ko mi predlagamo neposredne volitve, tistega dela niste dobro preštudirali. Tam je en glas, tam je popolnoma jasno, da stranke ne bodo mogle lešti kukavičjih jajc v vsakem drugem okraju. Tam se bo moral kandidati strank se bojo morali soočati z kandidati državljanskih list. Nič drugega ni. In jaz mislim, da je čas, da državljane pustimo, da imajo pravico postavljati kandidate. Se lahko jaz oglasim? Seveda, izvoli. Gospod Pinter, jaz razumem gospoda Mesca, da ta kukavičja jajca so jo pojavili preslej, ker stranka SDS je res organizirana na terenu, da pluše kdo za njimi, da ne rečem kdo, da bo do tega prišlo. Samo to je neki izraz nezaupanja do ljudi in najbrž tudi pomanjkanja dela strank z ljudmi. Če bi stranke več delale z ljudmi, bi bilo tega zaupanja več. Drugič pa vam pa gospod Mesec pa takole, zdaj s prvim pristopom ste že povedal, da pač ste iz krogov strank in strankokracije, ki upravlja to državo. In jaz vas čisto razumem, da ne boste odstopili niti 5 te zemlje, zato da bi se civilna družba bolj aktivno vključila. Ker imate res v zakonodaji posod od prvih priprav na volitve do ne vem kam, imate čist stranke vse lepo pošlihtane. Niti civilna družba ne more nadzirati nekih volitev na nekem zahodnem volišču, če stranka ne imenuje tega občana ali pa kogarkoli, da lahko te volitve tam opazuje. Tako da stranke ste si tle vzeli v zakup vladavino v tej državi in na nobenem delu niste pripravljeni civilne družbe spustiti v ta prostor. To je moje mnenje. Lahko smem odgovoriti? Seveda, izvolite. Ja, ne, sej to sem pričakoval. Mislim, da jaz sem rekel na začetku, da bi bil rad iskren z vami in vam povem pač, kaj v Levici vidimo kot najboljšo opcijo. In tega ne počnemo zaradi tega, ker bi bili strankokracija ali karkoli, ampak to zagovarjamo zaradi tega, ker je tak sistem boljši od alternativ. Samo zato. Mislim, lahko se pa pač obkladamo s tem, kdo je strankokracija, pa kdo ima ne vem kakšne interese in tako naprej, ampak ne vem, če bomo na ta način z diskusijo kam prišli. Lahko? Jaz se javljam v besedi. Kdo je to jaz?
Samo vprašam. Ivan Svetlik tukaj, če me ne vidite. Izvolite. Jaz bi rad v to diskusijo res vsebinsko šel in ne bi tako frontalno zavračal ne enega, ne drugega argumenta, ampak eno vprašanje, ki se mi pojavlja zelo pomembno ob ideji, da bi v volilne okraje ukinili, je to, da je demokracija, ima tudi svojo regionalno dimenzijo in če ukinjamo volilne okraje, potem bo še bolj verjetno neizenačena zastopanost posameznih krajev, mest, regij v državnem zboru. Jaz mislim, da je to nekaj, na kar je treba zelo izrecno opozoriti. Drugo, kar bi rad rekel, je to, da res morda to razumevanje tega večinskega dela volitev ni čisto tako, kot smo si ga mi zamislili pri kolegu Mescu, pa se bova zdaj lahko zmenila bolj podrobno. V volilnem okraju je predvidena samo ena lista kandidatov in na to listo dajo kandidate in stranke in civilna družba. Tukaj nima vsak svoje liste, ampak dajo kandidate gor eni in drugi enakopravno, tako kot pod istimi pogoji. To pa, da bi potem bila tukaj neka kukavičja jajca, kot pravite, strank, bi preprečili s tem, da prepovemo prehajanje tistih, ki so izvoljeni kot kandidati državljanskih list, prepovemo prehajanje v druge poslanske skupine ali v stranke. To je instrument, ki smo ga želeli tukaj ugraditi, zato da ne bi do teh potaknjencev, da tako rečem, prišli. Zdaj pa samo še argument glede tega, koliko bi zares prišlo kakšnih kandidatov v parlament, če se zgledujemo ali pa če gledamo primer Nemčije, se zgodi tisto, kar mi pravzaprav niti nismo hoteli. Namreč to, da tam, kjer lahko tudi državljani na državljanskih listah dajo svoje kandidate, vendarle na koncu izpade, da so večinoma tudi na tak način izvoljeni kandidati političnih strank. In še zadnja reč, ki se mi zdi, da je pomembna, pa se morda toliko ne vidi iz teksta zakona, je pa to, da razmerja med političnimi strankami pa določi ta drugi proporcionalni del volitev. Se pravi, da to direktno voljenje kandidatov v volilnih okrajih ne vpliva na razmerje med strankami. Razmerje med strankami se določi tako kot zdaj, proporcionalno, odvisno od tega, koliko v tistem drugem delu dobi posamezna stranka svojih poslancev. In to je tisto, kar se mi zdi, da je treba vedeti, ko celoto gledamo in celoto obravnavamo. Hvala lepa. Ko pa je zdaj, se ne vidi. Gospod Mesec. Ja, lahko odgovorim. Mislim, kar se tiče ukinitve okrajev, še enkrat poudarjam, ta predlog enote pušča. Se pravi, regionalna zastopanost ostaja. Je pa po mojem tudi tako, da prevelika razdrobljenost pri nas, mislim to, da imamo Slovenijo zelo fragmentirano v vseh pogledih, ne pripelje do rezultata, ki bi ga vsi radi videli in v katerem vsi govorimo, to je, da bi imeli policentrični razvoj. Tako da jaz mislim, da bi bilo v resnici smiselno se začeti pogovarjati o tem, da se začnejo naše občine malo ekipirati v regije in tako dalje in da nekaj podobnega tudi na ravni volilnega sistema naredimo. Kar povejte. Mi smo ravno to predlagali, zmanjšanje števila okrajev z 88 na 44, drugo pa, če okraje ukinemo, imamo zdaj na vsakih volitvah situacijo, da tretjina okrajev ostane brez svojega predstavnika v državnem zboru. Motne so. Skratka, če mi ukinemo okraje, bo ta koncentracija izvoljenih poslancev iz teh središč mestnih
še veliko večja in bo ravno nasprotno delovala, kot pričakujete, da bo povečala pravzaprav željo po policentričnem razvoju. Zato jaz mislim, da edino sistem, da mi določimo, da se v vsakem okraju, lahko se pogovarjamo, koliko neh bo, voli poslanec tega okraja, da bodo državljani vedeli, kdo je njihov poslanec, je način, da mi preprečimo koncentracijo delegatov iz urbanih središč. Mi bomo nazadnje imeli, ne vem, 25 poslancev z Ljubljane, 15 z Maribora, pa še iz 3 mest, pa pika. Vsi ostali pa. No, tako da, glejte, jaz mislim, da se je treba usesti. Danes ne bomo prišli skupaj. Jaz bi predlagal, da gremo po tem scenariju, pa da se usedemo, pa gremo od točke do točke in teh točk je ogromno, pa se vprašamo, zakaj smo predlagali, pa če bi vi rekli, mi se ne strinjamo, da bomo mi imeli pravico vprašati, kaj pa potem vi tu predlagate na mesto te točke. In začne se pri demokratičnem vprašanju, če ima v Sloveniji oblast ljudstvo, kot pravi ustava na začetku, ljudstvo, to smo državljani, to smo volivci, zakaj nam ne pustite, da mi postavimo kandidate tega ljudstva? Odkje so stranke, ki so omenjene samo v 4 točkah ustave in zmeri v negativnem kontekstu, česa ne smejo, zakaj ste si stranke prilastile pravico, da samo vi postavite kandidate, ki so dosti dobri za vas, da predstavljajo nas? To je absurd. To ni demokratično, gospod Mesec. Ne me prepričevati. Te stranke so postale v tej strankokraciji monstri. Njihove strukture postajajo mafijske. To so problemi demokracije v Sloveniji danes. Bi jaz mogoče zdaj malo to razpravo, ki se je sicer lepo razvila, prekinila. Pa bi želela mogoče, da se posvetimo tistim stvarem, za katere smo rekli danes v tem trenutku, da so nam enotne, ne? In se potem pa pogovarjamo lažje o tistem, kar se pa še razlikuje. To se pravi, če izhajamo, gospod Mesec, iz stališča, da nam je vsem za dobro državljanov in države Slovenije in da moramo najti na koncu nek kompromis, da bo v bistvu politika pravzaprav servis državljanov, kar verjetno se strinjate, da mora biti, ne? Potem takem morajo imeti državljani, ne, seveda svojo besedo. Tukaj mislim, da kot Levica bi sploh si tega vprašanja vam niti ne bi rabili zastavljati, ne, ker to že po zasnovi bi morali to predstavljati, ne. To se pravi, zdaj jaz ne vidim nobene težave, recimo, če pogledamo absolutni preferenčni glas, to verjetno tudi vi podpirate, ne, to ste že prej rekli, da vam je to zadeva, ki vam je sprejemljiva, ne? Tako. Potem, kaj menite o odpoklicu poslanca? Ja, jaz podpiram, ampak za odpoklic poslanca bi pa dejansko rabili večinski sistem. Se pravi, to je pogojeno s tem, kakšen volilni sistem imamo. Če ohranjamo proporcionalni sistem, pol je tudi v vašem predlogu, se mi zdi, odpoklic poslanca tako. Ne, ker tako kot je Ivan predstavil, da sicer se poslanci volijo lokalno, se pravi na ravni okrajev, ampak izvoljeni so pa proporcionalno, se pravi pač glede na to, koliko procentov katera stranka dobi, to v bistvu pomeni trenutni sistem, ne, sem zmanjšan za polovico. Tako da je pol vprašanje, ki se postavlja, je, kdo in pod kakšnimi pogoji poslanca odpokliče, ker ne, pač ljudje so volili stranko in poslanca in vsi, ki so vpleteni v to, ne bodo vpleteni v odpoklic
Ampak če vzamemo v zakup absolutni preferenčni glas, potem je to že lažja zadeva in je verjetno stvar tehnike, zagotovo pa kakšna stvar tudi spremembe kakšnih drugih dokumentov temeljnih, ampak pustimo zdaj to, da ne bomo zaplavali predaleč. Kot že rečeno, se bomo še jutri o tem pogovarjali. Nadalje, v bistvu delovanje samih poslancev oziroma odgovornost poslanca. Se strinjate, da je to področje treba bistveno preurediti in odgovornost poslanca bistveno bolje urediti oziroma zaostriti, kajti to, kar se je dogajalo v zadnjem času oziroma ne samo v zadnjem času, tudi že prej, izkazuje eno veliko nemoč tako v samih poslancev, da bi urejali medsebojna razmerja, še manj pa moč nas državljanov, da bi vplivali na to, kaj se dogaja z našo državo in odgovornost poslanca je eno od ključnih v bistvu tem, o kateri velja govoriti. Kaj pa pravite na to? Ja, seveda. Samo tukaj je tako, ne. V bistvu neka pobuda je bila, da bi se morali poslancem prepovedati izstopanje iz poslanskih skupin, v katere so bili izvoljeni z mandatom ljudstva, ne. Ampak to pomeni, da iz SMC-ja potem koliko jih je bilo, 3-4 ne bi smeli stopiti. Ne, po drugi strani je pa vprašanje, kaj naredi stranko, ki to grobo izda mandat volivcev, kot so ga izdali v Desusu in SMC-ju, ki so jasno pač vsi govorili pred volitvami, da ne bodo šli v koalicijo z Janšo. Tako da nimam dobrega odgovora, ampak ja, bo treba zaostrovati odgovornost poslanca. In mislim, da bi bil tukaj odpoklic najboljša možnost, je pa tako, kot sem prej rekel, no, pač tehnično vprašanje, kako to izvesti. Kaj pa, če to polovično rešimo, da bi rekli, prepovedano je prestopati iz stranke v stranko, dovoljeno pa je pa izstopiti v stranko, kadar je poslanec prepričan, da je stranka izdala program, na katerem je bil izvoljen. To je polovična rešitev, nekateri tudi to uporabljajo. To bi bilo bolj smiselno, ja. Mislim, če imaš ugovor vesti, greš med nepovezane za tisti mandat. Ja. Meni se zdi nenavadno to izstopanje. Mislim, če konec koncev pogledamo situacijo v Desusu in v SMC-ju, če vam lahko repliciram, moje osebno mnenje je, da v bistvu bi morali drugi člani zapustiti SMC pa Desus, ne te, ki so ga zapustili. Ker večina stranke, seveda, jaz mislim, da v osnovi je bila drugačnega mnenja, ne? Ampak to je pa anomalija, da se te stvari rešujejo z nekim ihtavim odhodom, namesto da se pač bi reševalo tam, kjer je treba v sami stranki, ne. Tako da, ampak pustimo zdaj to. Dobro, zdaj smo veliko že povedali, zdaj pa imamo še eno predlagano opcijski predlog, in sicer znižanje starostne meje za dodelitev volilne pravice na 16 let, pa da v bistvu na hitro samo pojasnim, preden se razprava spet razvname. Mislim, da se pogovarjamo o tako ključnih temah, ki se tičajo naših mladostnikov, naših zanamcev, ne, da bi morali imeti čim prej tisti odločilni glas, da se jih čim prej vključi, da mogoče bo ta naša demokracija v povojih oziroma karkoli že je dobila drugačen zagon, da bo dobila tudi drugo videnje, drugo miselnost in mogoče to svežino, ki nam je očitno manjka, ne, ker smo neposredno iz enega sistema prestopali v drugega in se tukaj izgubili. Kaj menite o tej predlagani opciji? Ja, mislim za aktivno volilno pravico, ne, se pravi za pravico voliti ja, za pasivno pa nikakor. No, za voliti da, se je o tem govorimo, tako. Ok, pa da so poslanci dolžni predstaviti svoj program, ki je podlaga za izvolitev in nekako to je pa povezano tudi seveda s tistim delom, o katerem smo že govorili o odpoklicu, da obljub in zavez iz programa lahko pomeni izgubo zaupanja, ne, volivcev, s tem pa lahko vodi tudi oziroma je eno od povodov za odpoklic strani seveda ljudstva, ne. Jaz mislim, da ta predstavitev programa, ne stranke, ne same stranke, ampak tudi poslanec, se vsak za nekaj zavzema, ne. Se verjetno vas je tudi v vaši stranki različni in vsak svoje stališče in ga tudi zastopa, ne. Ja, seveda.
No. Okay. Tukaj se vam ne zdi nič sporno. Jaša, Rado je že prej prosil za besedo, verjetno bo tukaj le. Gospod Bohinc, izvolite. Ja, ker ste načeli vprašanje odgovornosti poslanca, bi rad kolego Mesca vprašal nekoliko bolj konkretno, kaj si misli o našem predlogu glede prekinitve mandata, glede suspenza. Namreč, če je proti poslancu pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ali meni, da je ustrezen ukrep, torej, da je z zakonom določeno, da v takem primeru mora Državni zbor sprejeti odločitev o suspenzu mandata za čas, dokler teče sodni postopek. To je eno vprašanje. Drugo vprašanje pa je, kaj, če Državni zbor tega ne stori, tako kot prosto ne sprejme takega sklepa, čeprav so razlogi z zakonom določeni. Tako kot imamo danes primer, da imamo recimo poslanca, za katerega je ugotovljeno, da opravlja nezdružljivo dejavnost, pa Državni zbor preprosto ne sprejme sklepa o prenehanju mandata. Namreč za take primere, ko Državni zbor v bistvu ne izvaja svoje zakonite dolžnosti, mi predvidevamo poklic poslanca. Ali bi v takem primeru kolega Mesec vendarle podprl prvič obvezen odvzem imunitete in prekinitev mandata, če gre za pravnomočno obtožnico, in drugič začetek postopka za odpoklic, če Državni zbor sam ne reagira, tako kot pravim, primeri že obstajajo. Se pravi, zdaj, če se prav razumemo, jaz sem absolutno za to, da če si pravnomočno obsojen, se to je že zdaj načelo nekaznovanosti. Ne gre za pravnomočno obsodbo, gre za pravnomočno obtožnico. Vi govorite o obtožnici, ja. Tukaj, ne vem, težko se opredelim, ker moram pogledati, kaj točno so kriteriji, da se začne kazenski postopek, ker v tem vidim tudi nevarnost, da bi se to zlorabljalo za onemogočanje političnih nasprotnikov. Ne, mislim zdaj, recimo, zamislimo si, da ne vem, pač Janša še en mandat ostane na oblasti, da mu uspe, tako kot je zdaj pač upognil medije, upogniti državno tožilstvo in kaj jaz vem, pač Levica mu ni všeč, ne, se že zdaj pravijo, da bi jo prepovedali in bi začel enostavno nagajati s takimi stvarmi, kot so obtožnice za stvari, ki so izvite iz trte. Ampak pogledajte, izhajati moramo iz načela, da pravna država funkcionira, ne iz posameznih ekscesov, in če ena veja oblasti ugotovi pravnomočnost obtožbe, je verjetno prav, da druga veja razbremeni pravnomočno obtoženega oziroma razbremeni z odločitvijo o odvzemu imunitete ta postopek. To je pravzaprav neko načelo zaupanja v pravo. Ne moramo videti za vogalom vedno nekoga, ki bo nekaj podtikal in ki bo nekaj delal. Ne vem, jaz sem za načelo previdnosti. Ne. Jaz mislim, da je treba, ko gradiš ladjo, pač se vsakič vpraša tudi, kako bo plula v slabem vremenu. A lahko še eno vprašanje, ker sem že ravno pri besedi, ker mislim, da nismo dokončali prvega vprašanja, ki ga je kolega Mesec pravzaprav z argumenti stranke pač ne dajo glasov za take spremembe volilnega sistema, zmanjka glasov. In jaz to je realno stališče, to je pravzaprav, to so dejstva. In prav zaradi teh dejstev, ki se imenujejo nič drugače kot pa partitokracija, v tem smislu, da stranka pravzaprav obvladuje ne samo izvršno oblast, ne samo parlamentarno oblast, ne samo pravosodje, ne samo medije, ampak obvladuje tudi volilni sistem. Ali bi podprl, oziroma ali bi Levica podprla zamisel, po kateri bi o volilnem sistemu odločil ne Državni zbor preko strank, ampak ljudstvo na referendumu? To sem tudi jaz mislil reči, ja, da če bi hotel tako radikalen predlog, kot ste ga vi pripravili, speljati, pol bi se to dal izvesti izključno na referendumu. Skozi Državni zbor pa zaradi tega, ker poslanci imajo
osnovni interes biti ponovno izvoljeni, vsaj večina izmed njih, ne bomo nikoli nabrali 60 glasov za tak predlog. Tako da izključno referendum je tukaj opcija. Ampak ja, vsem, kot sem rekel, imamo jutri sestank, tako da se bomo jutri bolj tehnično pogovorili o tem predlogu, ampak kot sem povedal na začetku, pač naša stranka je načeloma tudi v programu, ki ga za te volitve pripravljamo, za proporcionalen sistem z enotami brez okrajev. To pa ne pomeni, da se nismo pripravljeni pogovarjati, zato sem tudi tukaj. No, jaz bom na tej točki zaključila s to razpravo, da se jutri pogovori nadaljujejo in upam, da smo kakšno stališče zbližali in da bomo jutri še kakšnega in da se počasi približamo do te mere, da bomo zadovoljni vsi. Pa bi v bistvu tudi ne bom vas sprašvala o podpori predlogu, no, ker je jasno, zakaj ne, se bomo pa še pogovarjali, kot že rečeno. Zdaj bi se pa dotaknili druge naše zahteve, ki je bila ravno tako izrazito postavljena visoko prva mesta, in sicer gre za opolnomočenje referenduma in s tem samih državljanov. Skozi 30 let zgodovine seveda se je z Ustavo Republike Slovenije določena pravica do soodločanja vse bolj omejevala, dokler ni postala res samo še en tak kozmetični zakonodajni dodatek, nima pa nobene prave vsebinske in zakonodajne in operativne vrednosti. Državljani se pravzaprav skoraj da lahko na glavo postavimo, pa če ne gre za to, da izpodbijamo nek zakon konkretno, potem že skoraj da nimamo več tiste prave besede. Tako da predvsem motita dve stvari, in sicer ta drugi odstavek, del drugega odstavka 90. člena Ustave, ga ne bom razlagala, ker ga sami zelo, zelo dobro poznate, sodeč po vaših aktivnostih v preteklih 2 letih, ki je pač državljanom dobesedno odvzel pravico do odločanja o mnogih ključnih stvareh. Potem je pa tu še pač ta zakonodajna anomalija, da kljub temu, da bi recimo tudi večina prebivalstva, večina recimo volilnega telesa, absolutna večina nekaj podprla, to še ne pomeni, da to tudi obvelja, ker je še vedno državni zbor na koncu tisti, ki odloči, kar je absolutno nedopustno. Zaradi tega smo v naši skupini zavzeli stališče, da je nujno referendumu povrniti polnomočje. Seveda v delu, kjer govora o pravicah manjšine, kar je ponavadi izgovor, zakaj naj bi se to ne zgodilo, o tem že piše sama Ustava. In jaz mislim, da tukaj podvajanje nekih vsebin nima nobenega smisla. Dajmo v samem štartu upoštevati Ustavo v celoti, oziroma jo spoštovati, pa ne bo treba potem dodatno omejevati. Zaradi tega, ker konec koncev za moje pojme odvzem pravic ni in tudi ne more biti neka prava pot. Tako da me zanima, kaj vi menite o tem. Ja, jaz sem v bistvu kar velik zagovornik referenduma, ker mislim, da ena od ključnih bolezni naše demokracije je ta, da v bistvu pač ljudje volijo enkrat na 4 leta, kako se pol pač predstavniki, ki so jih izvolili, obnašajo, je čist neka druga stvar, pač voliš eno, dobiš nekaj drugega, v precej primerih, in da se distanca med oblastjo pa ljudstvom veča. In jaz mislim, da bi bila neka uvedba referendumskega dneva, kakršnega imajo v Švici, tudi če je začetek samo posvetovalne narave, definitivno korak v pravo smer, ker pač dala bi možnost civilni družbi, da pač daje na resen način predloge oblasti, in mislim, da bi tudi znotraj oblasti se bilo treba dogovoriti, da se v večjih stvarih, kot je, bomo kupili za 780 milijonov evrov orožja, bomo zrezali dohodnino za 800 milijonov in tako naprej, da se enostavno pač take stvari da na referendum in da se pridobi mandat ljudstva zanje, ker niso... To so pač pomembna vprašanja, ki mislim, da jih ne more in ne bi smela pač tako zlahka pač vladajoča politika sprejemati, kot jih je zdaj v zadnjem mandatu.
s tem, da jih ne bi smela, se absolutno strinjam, malo me je zmotilo to v posvetovalni obliki, ne, ker konec koncev jaz mislim, da posvetovalni. Drugače sem zato, da se to čim bolj obvezujoče. Ne vem, zdaj ne. Mislim, če nič drugega bi moral biti vsaj nek kvorum določen, ne, kdaj referendum, da se neka zloraba prepreči, kdaj referendum postane zavezujoča, ne, tudi za državni zbor. Vsaj nek vzvod bi moral biti tu neka avtomatika, sicer se to ne bo nikoli spremenilo. To se pravi, vi podpirate ali Levica? Zdaj moram to vprašati. Oboje, mi in Levica. Ok, imate to tudi v programu. Jaz sem Levica. Predlagate v bistvu, kakšni bi bili po vašem pravi koraki v to smer, da se ta anomalija uredi, recimo? Ja, mislim, prvo to, kar vi pravite, ne, treba bo spremeniti 90. člen ustave. Jaz bi ga reverziral na stanje izpred leta 2013, kdaj je bila ta sprememba opisana, da ne sme biti več referenduma o stvarih, ki imajo proračunske posledice in podobne stvari. To je treba zbrisati. Absolutno ohraniti to, kar ste vi rekli, ne, da je treba ohraniti prepoved referenduma glede pravic manjšin. In pa mislim, da bi bilo treba sprožiti, ne vem, po volitvah iniciativo, da se začne poskusno uvajati referendumski dan. Saj dosti, če ne vem, enkrat, dvakrat na leto, tako da imajo ljudje kanal, prek katerega lahko odločajo o pomembnejših stvarih, ki so, oziroma da lahko pač tudi sami pač postavijo na agendo stvari, ki se jim zdijo pomembne. V tem kontekstu smo mi predlagali, da bi imeli tudi referendumsko vprašanje zaupnici državnemu zboru, kadar se ta začne obnašati tako, kot se zdaj. Kaj menite o tem? Je to umesten predlog? Zelo umesen, ja. Tudi mi smo o tem razmišljali, da bi bilo dobro imeti varovalko, da če pride do take situacije, kot je ta, imamo enostavno referendum z pač nekim resnim kvorumom, ker ne more zdaj 15% ljudi pač odpoklicati celega državnega zbora, ampak ja, bi morali dati pač ljudem možnost odpoklica državnega zbora. Ta točka je potekala bistveno lepše in mislim, da smo bili že eni zavezi, tudi z vaše strani. To vzamemo kot to, da boste storili vse, kar je v vaši moči, da se to tudi zgodi, kar smo se pogovarjali. Ja, seveda. Ok, super. Gremo naprej. Naslednja stvar, nadzor nad prihajajočimi volitvami. Bom zelo kratka, ker nas čas že prehiteva. Ob prihajajočih volitvah, veste, da se porajajo tudi več dvomov, čeprav poznamo sistem volitev, pa da tudi stranke delegirajo svoje člane v volilne komisije in različne stranke seveda se medsebojno nadzirajo. Ampak ljudi vseeno to ne prepriča dovolj, zato smo se v skupini odločili, da nekako pripravimo. Smo začeli z organizacijo kadrovskega bazena za nadzor volitev. Zakonodaja seveda predvideva, da so lahko prisotni in monitoring vršijo ali kakorkoli bi že to poimenovala na volišču samo predstavniki kandidatov. To se pravi predstavniki tudi strank smo se sklenili kot neka taka državljanska, v bistvu aktivna skupina ponuditi našim strankam v ta namen. Zdaj pa me zanima, kaj menite o tem, ali nas sprejmete? Ja, seveda. V bistvu tukaj se čudno ujemamo. Mi smo se ravno v ponedeljek, se pravi včeraj smo se odločili, da bomo dali javni poziv za to, da se ljudje v te volilne odbore prijavijo. In ja, ga bom absolutno poslal tudi vam, pa se dogovorimo, kako in kaj. Ok, zmenjeno, evo. Zdaj vam pa predajam besedo in upam, da še niste ostali čisto besedno, evo, izvolite. Ne skrbi. Ne, v bistvu jaz bi se malo k tej prvi temi vrnil. Jaz mislim, da se treba malo bolj pogovoriti pač o tem, kaj je z slovenskim političnim prostorom narobe, o tem, kakšna je vloga političnih strank, pa kakšne bi morale biti, ker jaz mislim, da je tako zelo preveč enostavno pač malo z roko odmahati pa reči, ja, starankokracija, nam dela škodo.
in ko bodo prišli pač predstavniki civilne družbe, bo pa vse naenkrat drugače. Zdaj, jaz mislim, da pri nas je problem v tem, da je praktično politični prostor v razsulu že vsaj desetletje. Če pogledate, stabilnejše sisteme nemškega, pač tam so stranke dolgoletne inštitucije, kjer imajo pač tudi svoje inštitute, pa svojo produkcijo kadrov in na ta način pač vzdržujejo politiko pač na neki profesionalni ravni, ki je pač na nek način užitna, mislim, pač da se ti ljudi pol gledati, poslušati in tako naprej. Pri nas imamo pa pred vsakimi volitvami pač vsak bi naredil svojo stranko, ker se jo lahko dobesedno tako ustanovi kot društvo. In se mi zdi, da tudi zdaj, koliko nas bo na levi, mislim, da je že tako pač nekih 6, 7, 8 strank, ki se poteguje za to, da bi prišlo levo, mislim, na sredini, levi sredini in levici v parlament. In mislim, da bi bil čas, da se začnemo pogovarjati, mislim, da moje stališče tukaj bolj konvencionalno, ali pa moj pogled je bolj konvencionalen od vašega, da bi se morali začeti pogovarjati, kako iz naše politike pač narediti nek mal bolj profesionalen politični prostor, ki bo imel pač tudi neko produkcijo kadrov, ki bodo znali delati to, kar nam je naloženo. Veste, mislim, ker problem je, ko popolnoma neizkušene ljudi daš, jaz vem, ker tudi sam sem tak primer. Jaz sem rabil en mandat samo zato, da sem se približno naučil. Mi zdi, da se prepogosto pač politiko pri nas dojema kot pač neko prostočasno dejavnost, ki jo zna vsak, pa je ne zna. Mislim, in problem je v tem, da v bistvu ni mesta, kjer bi se to sploh lahko učili. Tako da tudi z tega vidika jaz mislim, da bi bilo treba iti v smer, da se stranke profesionalizirajo, odprejo in da postanejo pač nek normalen del demokratičnega življenja, ne pa tako, kot je zdaj, ko so dobesedno, ne vem kaj, sploh SMC ali pa Desus, mislim, to niti niso več stranke, mislim, dobesedno pač predsednik vlade jim je rekel, vi boste imeli službi še 2 leti, če pridete z nami, tem parim poslancem in to je bilo to, da jih je kupil. Mislim, to je problem. In zdaj, kako ga presekati, pač lahko gremo v vašo smer, se pravi, pač posekamo moč strank, jo približno damo na pol in računamo, da bo civilna družba to boljš upravljala. Lahko gremo v smer pa, da se stranke profesionalizira in da se proba pač politiko na malo višjo raven dvigati. Lahko pa se pogovarjamo tudi o tem, kako doseči oboje. Gospod Mesec, a lahko tukaj le eno stvar vprašam? Pravzaprav, grem na vaš stavek, ko pravite, nam učitate strankokracijo. Najhujše besede zoper stranke ste danes vi izrekel, ko ste rekel, veste, sej predlog ne bo prišel skozi, kako boste zbrali 67 glasov za tak volilni sistem, vsak poslanec gleda svojo korist, stranka svojo korist in ne bo sprejela nič. Glejte, to je tisto, čemur mi rečemo strankokracija. To, da imate kot stranke, si jemljete pravico najprej, da pod grožnjo izključitve zahtevate absolutno zvestobo v glasovanju. Tega Slovenija ni poznala zadnjih 50 let, kar se zdaj slovenske stranke dogovarjajo. V Ameriki, ki je eden najslabših primerov demokracije, če sploh je normalno, da kadar pridejo demokrati, je tudi nekaj poslancev, republikancev glasuje za in obratno. Pri nas se v teh letih ni zgodilo, da bi smel en poslanec glasovati drugače, kot mu določa stranka, razen v tistih primerih, ki ste rekli, to sploh niso več stranke, nimajo več oblasti nad poslanci. Glejte, to je strankokracija in jaz se z vami zelo strinjam, da je treba to spremeniti. Ampak dajmo najprej, tudi ne želimo strank razbiti. Mi želimo, da se uravnoteži glas civilne družbe, ljudstva, z glasom in organiziranostjo strank. Ne pa, da so stranke absolutni lastniki poslancev in ne pustijo nobenega mnenja. Ne zgodi se,
da bi sploh lahko en amandma k zakonu, ki ga je dala opozicija, uspel. To ni več demokracija. In za to nedemokracijo stojite stranke. To boste morali spoznati in spremeniti značaj teh strank, ki so res postale monstrumi. Ne, da jih ukinemo. In tu na začetku je treba začeti. Ja, če lahko jaz odgovorim, mislim, koliko sem vam na začetku rekel, no, jaz se nisem prijavil na tole debato, da bi vam sadil rožice, jaz sem pač rekel, da vam bom probal povedati čim bolj naravnost in odkrito. Ne, in to, da imamo problem s spremembo volilnega sistema, ker imajo pač poslanci interes biti ponovno izvoljeni, se je ta mandat dvakrat izkazal. In pač ne morem, mislim, pač lagal bi, če bi pač rekel, da je kako drugače, ker pač tako je. Drugič, ko se pogovarjamo o Ameriki, pa njihovem volilnem sistemu, mislim, ne, ta je v bistvu bistveno bolj individualiziran od našega, ker je večinski, ampak tam se pojavlja tudi svojevrstna bolezen, ki jo ameriški politologi imenujejo vetokracija. Ne, se pravi, Amerika je na nek način pač institucionalno v krču, zaradi tega, ker se nobena stvar ne more spremeniti, ker se skozi pač najdejo 2, 3, 5, 10, 15 ljudi, ki pač stvar sesujejo. Biden je tipičen primer tega. Hotel je dvigati minimalno plačo, 4 senatorji so mu ta zakon sestrelili. Hotel je imeti Green New Deal, zelo ambiciozen, mislim, da je bil 3,5 milijardni načrt. V senatu so ga sestrigali na 1,5 milijarde in je pač New Deal, kakršnega je hotel oblikovati kot prvi predsednik Roosevelt, to tam odpovedan. Mislim, niso to samo dobre stvari, da je politični prostor individualiziran, pa da pol je treba vsakega poslanca posebej interesno loviti, ne. Lahko nekaj dodam k temu. To je zelo zanimiva razprava tudi v ustavnem smislu, ne. Argument proti odpoklicu poslanca je običajno ta, da imajo naši poslanci po ustavi reprezentativni mandat in ne delegatski mandat in da ne smejo biti vezan na nikakršna navodila. Seveda, pod ta nikakršna vodila spadajo tudi navodila strank. Ampak, ko pa prihaja do tega, da delajo kot poslanci kot strankarski vojaki, pa ne moti ta argument o nevezanosti, ki je ustavno pravzaprav zajamčen. Kako to komentirate? Se to je neustavno početje? Tako je. Mislim, to je usklajevanje znotraj poslanskih skupin. Ja. Pod grožnjo izključitve. Prosim? Pod grožnjo izključitve. Ne, ni res. Izključitve iz poslanske skupine pa ni. Ne, če bi mi hoteli koga iz poslanske skupine vreči, ga ne moremo, ker pač ni mehanizma, da ga vržeš. Gre lahko samo sam. In ja, ima pravico do ugovora vesti. Se zato je tudi obrazložitev glasu v lastnem imenu in to ni toliko redko, da se poslanci tega poslužujejo. Lahko jaz zdaj... Če pa nikomor ne, mislim, saj v naši stranki ne, pač ne drži pištole na glavi pred glasovanjem ali kaj podobnega. Pač, če imaš ugovor vesti, ga imaš, ne. Se pa probamo skratiti, to je pa res, da glasujemo enotno. Zdaj bi pa še par vprašanj vam zastavili tako zelo na hitro v stavku 2 in sicer dajmo predpostaviti, da po volitvah boste v vladi in kaj bi storili za razveljavitev škodljivih zakonov sprejetih v tem mandatu? Kaj boste? Ja, mislim, da tole, kar Inštitut 8. marec pripravlja, bo zelo koristno. Tudi sami v bistvu pač z drugimi opozicijskimi strankami sestavljamo seznam zakonov, ki jih je po mojem treba v nekem blitzkriegu takoj po volitvah, ko bo sestava parlamenta to omogočala, pač vrniti vsaj v predhodno stanje. Drugo, tukaj pričakujem veliko težav, bo kaj narediti z kadri, ker vemo pač, da ta vlada Janševa je svoje posejala povsod, ne. In problem ni samo razrešitev teh ljudi, problem je tudi s kom jih nadomestiti. Ker naši koalicijski partnerji do zdaj pač niso blesteli po kadrovskih izbirah.
Mi in tudi Golob se pa soočamo z drugim problemom, ki pa je, tak, ki sem ga prej opisal, politika ni prostočasna dejavnost in ljudi, ki so kompetentni za pač neke vodstvene funkcije v državi, pač ni toliko veliko. Ta bazen je zelo omejen. Tako da bo treba tukaj zelo pametno kadrovsko politiko peljati, drugače ta tretji del povolilnega obdobja, ki se po mojem mora začeti že poleti ali pa v jeseni, pa je, da mora Slovenija končno dobiti vizijo. Saj danes smo se tudi o tem z Golobom pogovarjali in pač nehati se ozirati nazaj v to desetletje, pa prati umazano perilo in tako naprej, ampak pogledati proti letu 2030 in si zadati prioritete, kaj do takrat treba narediti in to začeti delati v orkestru. Jaz vam za sekundo vas prekinem, samo pod vprašanje, potem pa gospod Svetlik dobi besedo, ker že nekaj časa čaka. Rekli ste škodljive zakone oziroma sprejete zakone v tem mandatu oziroma v teh 2 letih, tiste, ki vam ustrezajo, pa ne, ali vse? Boste do vseh enako strogi? Mislim, do vseh bomo enako strogi. Mislim, ni tukaj, ne sme biti kriterijev, pač, kaj komu ustreza. Gospod Svetlik, izvolite. Jaz sem na hitro na vprašanje gospodu Mescu, namreč kaj pravite na idejo, da bi nova vlada oziroma nov parlament sprejel zakon o kadrovanju v javnem sektorju, na osnovi katerega bi uvedel profesionalne kriterije in suspendiral odločitve za nazaj za 2 leti. Kako se upravičujem, neki mi je telefon zvonil, sem ga moral utišati. Če bi sprejeli v parlamentu... Ideja je, da bi v parlamentu sprejeli po volitvah seveda zakon o kadrovanju v javnem sektorju, ki pa uvedel tudi revizijo odločitev kadrovskih za nazaj za 2 leti in uvedel seveda strogo profesionalne kriterije pri kadrovanju. Se strinjam, mislim, taki predlogi so zelo dobrodošli, tako da če imate kakšno referenco, tujo prakso ali kaj podobnega, se priporočam, ali pa če imate kakšen okviren predlog narejen, kar mi razmišljamo oziroma je tudi v našem programu, da bi morali za kadrovanja v državnih firmah vzpostaviti neko posebno kadrovsko agencijo. Sicer zdaj to dela SDH, ampak jaz nisem nič zadovoljen s tem SDH-jem, ker je jasno, da je pač podaljšana roka vladajoče politike. Da se kadruje po političnih kriterijih, ne po kakšnih drugih. A vas lahko še kakšnih 5 minut zadržimo dlje kot je ena? Seveda. Levica je z orožarskim referendumom takrat pridobila maksimalno podporo. Naenkrat ste se vzdignili kot Feniksi, ste bili tam in ste nam vsem dali neko upanje v nek boljši jutri in da bomo čim prej se znebili te vlade in vse je bilo tako zelo euforično, zelo smo bili z vami in kdor se je le lahko se je udeleževal vsega, kar je bilo mogoče okoli tega orožarskega referenduma in potem je čez noč cela situacija ponikala, ne zaradi tega, ker je referendum pač bil onemogočen oziroma pač nedopusten, ampak ni bilo nobenih takih akcij več, razen da ste se potem priključili k vodi in tako naprej, ampak vse v zelo nekem tihem sistemu, niste bili več tisti protagonisti, kakršni ste se takrat pokazali in kakršne bi vas v bistvu mi radi videli takrat. Kaj se je zgodilo? Kje ste? Ja, v bistvu tam pri vodi nismo bili toliko malo zraven, kot se je navzven videli. Nismo se hoteli kititi s tem referendumom, ampak angažirani smo bili pa na polno. Še bolj, kot smo bili pri 780 milijonov, čeprav tiste bila čisto naša pobuda. S to jesenjo zdaj pa tudi jaz nisem zadovoljen. Jaz mislim, da smo se vsi, cela opozicija se je malo zgubila in utapljali smo se pač v parlamentarnem delu, kar mislim, da je treba pač resno vzeti na znanje in se tukaj pač lahko sam posipam s pepelom, ker nismo bili nič boljši od ostalih 3. A mislite, da je še čas, da nadoknadite? Imate zdajle kakšnega skrivnega aduta v rokavu? Ja, zdaj je pa treba na polno v kampanjo, to je to, kar nam še ostane. Drugače pa imamo še par zakonov, ki jih bo treba zaustavljati. Igre na srečo so prvi tak, ki bo jutri je na sporedu, ki v bistvu
poskuša razmontirati sistem Loterije Slovenija, omogočiti privatizacijo Hita in odpreti vrata za tuje igralnice, da bomo imeli nekaj takega, kot imajo v Bosni pa v Srbiji, ne, te kladionice na vsakem vogalu, to je čista katastrofa. Super. Kaj bo, zdaj pa še par, moram vprašanj zastaviti vam še naših članov, in sicer dolgotrajni oskrbi. Na zdravje. Zakon o dolgotrajni oskrbi, kaj pravite na to? Ja, zakon o dolgotrajni oskrbi je nujen in mislim, da tudi mora biti ena od prioritet naslednje vlade. Zdaj, problem, ki ga imamo z tem, ki ga je vlada pripravila, je, da postavlja dolgotrajno oskrbo na način, da bo ta temeljila na privatnikih in koncesionarjih, pri čemer je znano že zdaj, da so oskrbnine pri privatnikih in koncesionarjih od 30 do 50% višje kot v javnih zavodih. In kar me posebej žalosti je, da imamo v Mariboru, čakajte, da se ne bom spomnil, ta je dobil nagrado za najboljši Evropski dom upokojencev pred časom. Kako se že piše? Trdni leso, ne? Ne. Pri Mariboru je, se bom spomnil kasneje, ampak zdaj se ne spomnim imena, v glavnem. Podgorca. Ne, joj. Bom pol povedal ime, ko mi pride na misel. V glavnem, tam je javni dom upokojencev, ki je bil 2 leti nazaj razglašen za najboljšega v Evropi, in človek, ki ga upravlja, ima v bistvu tako razvija sistem, kako dolgotrajno oskrbo peljati ven iz doma upokojencev. Se pravi pač, da se organizira solidarnostna mreža in tako dalje, ne. In tisto je v resnici pač nek tak blueprint, ki bi ga bilo po mojem treba vzeti zares in po celi Sloveniji uveljaviti. In mi bomo, sploh če bomo vodili Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve, nemudoma šli spreminjati ta vladni zakon na način, da se to doseže. To imate v programu? To je pa Danica Vogrinec, ne? Danica Vogrinec, tako, dom Danica Vogrinec. Ja. To imate v programu svojem? Ja, seveda, to je ena od temeljih točk tam pri. Plače v javnem sektorju smo obdelali, pokojnine, večni problem. Ljudje komaj da preživijo s pokojnino, kako v bistvu zagotoviti vsakemu državljanu Slovenije dostojno življenje. To je bistveno vprašanje, mislim, ki ne zanima samo nas zdajle, ampak zanima tudi vse prihajajoče rodove. Kje je ta socialna država v bistvu, kam se je izgubila? Ja, pri pokojninah se izgublja in jaz mislim pač, če pogledamo primerjave, ne, koliko dajemo mi za pokojnine ali pa koliko data Avstrija ali pa Italija, bomo videli, da v Sloveniji damo bistveno manj kot tam. Mi damo pod 10% BDP-ja, v bistvu 21 številke ne poznam, ampak vem, da 19 in mislim, da tudi 20 je bilo pod 10% BDP-ja. Avstrija da 14% BDP-ja, Italija pa 16%, ne? In pol pač vidimo, da imajo enostavno toliko večjo vrečo, da seveda pač lahko iz tega pridejo boljše pokojnine. Tako da mislim, da je treba iti v to smer. Pač ni lepih rešitev, višanje prispevka za delodajalce, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki najbolj tepe upokojencev v resnici, ne glede na to, kakšno imaš pokojnino, tudi če, ne vem, pod 600 evri še zmeraj plačaš 37 evrov vsak mesec, da lahko greš k zdravniku. Problem pa je, da jaz ne verjamem v sklad za demografijo, ker mislim, da je popolnoma nerealističen. Govori se, ne, da naj bi dosegli nekaj takega, oziroma ambicija je, da bi postali Norveška, ne, ampak Norveška ima 2 sklada, ki se oba napajata iz nafte, vsak obvladuje približno 1000 milijard premoženja, en je naftni, en je pa pokojninski, se mi zdi, in oba imata portfelje v preko 9000 podjetjih po svetu, ne, in zato pač Norveška lahko živi
v bistvu že kar v precejšnjem delu od kapitala, niti ne od dela. Medtem ko v Sloveniji imamo pa tega premoženja en majčken, še koga je 8,7 milijarde ali nekaj takega, in iz tega nikoli ne bomo ustvarili fonda, da bi neka znatna številka ven prišla, pač lahko govorimo o 200-300 milijonih na let, ampak niti približno dosti, da bi se lahko začeli pogovarjati o višjih pokojninah. Tako da bo treba kot družba solidarnostno več prispevati v pokojninsko blagajno. Ampak v bistvu, kaj pa, če bi majčkeno več v bistvu pozornosti posvetili temu poniknjenemu denarju, delu denarja, ki gre skozi recimo nenadzorovane nabave v zdravstvu in podobne stvari, za katerega vemo, da se v Sloveniji precej dogaja. Mislim, da bi tukaj morali tudi majčkeno bolj strogo nastopiti in kakšno restrikcijo in tudi kakšno poznanstvo ven več, pa začeti majčkeno bolj racionalno z državnim in javnim skupnim denarjem razpolagati. Mislim, da bi se tudi kakšen odstotek lahko že tukaj našel pri pokojninski blagajni, če se ne motim, tako zelo na grobo govorim zdaj. Ja, zdaj pri zdravstvu je tudi tako, če pogledate, koliko mi damo ali pa koliko dajo Avstrijci iz javnih sredstev, ne me držati za besedo, ampak mislim, da Slovenija da okrog 6% iz javnih sredstev, pa ostalo pride še iz dopolnilnega zavarovanja in tako. Avstrija da, če se ne motim, 10 ali 11. Se pravi, pač naše javno zdravstvo ima problem podfinanciranosti. Ima tudi problem korupcije, zato je treba ustanoviti agencijo za enotno nabavo medicinskega materiala in opreme, ki se mora ravnati po referenčnih cenah. To je ta vlada dejansko zdaj pač nek sistem, ki ga je Marko Noč predlagal, uvedla, ampak rabimo pa izvajalca tega sistema. Kar se korupcije v zdravstvu tiče, je prisotna, ampak ne vem, zadnjič mi Uroš Slak rekel, da zdravstvena blagajna ima na leto 3 milijarde evrov, javna. In on je rekel, da on ocenjuje, da se 500 milijonov tega zgubi s korupcijo, kar se mi zdi popolnoma pač pretirano. Mislim, da se nekaj tega denarja zgubi s korupcijo, ampak niso pa zdaj to neke take blazne bajne rezerve, da bi se lahko pogovarjali o kakovostnem javnem zdravstvu, ne da bi se vprašali tudi o tem, koliko mi, koliko pa sosednje ali pa primerljive države pač za to zdravstvo plačamo. V temnem kontekstu je zanimiv bil ta predlog, da se en del zdravstvene oskrbe, ki traja več kot 20 dni, preseli v javno zdravstvo in iz dosedanjega podjetniškega, da tako rečem, financiranja. A vidite v tem predlogu zmago kapitala, interesov kapitala proti interesom družbe, ali ste nevtralni glede tega zakonskega predloga? Čakajte, dajte mi še enkrat povzeti prvi del. Predlog je bil, da se spremeni sedanji sistem, kjer so podjetja financirala bolniško odsotnost 30, seveda, na 20 in prenese 10 dni v javno blagajno. To je za nas, ki gledamo to od zunaj, je zmaga interesov kapitala proti interesom družbe. Ker bo samo obremenilo. To je jasno. Mislim, mi smo tudi zahtevali od SAB-a, da ta predlog umakne. Ni ga hotel, zdaj opozicija je bila več ali manj proti. Tukaj ste imeli prej, ko smo govorili o svobodnem glasovanju poslancev, nažalost, vsaj eni opozicijski stranki precej svobodno, čeprav smo bili zmenjeni, da smo mi in SD in LMŠ proti. Gre pa čisto jasno pač za transfer 100 milijonov, ki so bile zdaj v zdravstveni blagajni, v podjetja. Pač podjetja bodo razbremenili. Zdaj, kam bo ta denar šel, mislim, da lahko sklepamo po prejšnjih davčnih razbremenitvah, ponavadi ni šel v investicije in ostale stvari, kar so obljubljali, ampak gre več ali manj v prejemke lastnikov, v prihranke na bankah in tako dalje. Še dve vprašanji, samo dane, lepo prosim, a bi podprli predlog, da gospodarski politični kriminal velikih razsežnosti nima roka zastaranja? Ja, se bi strinjal, ja. Cerkveni davek po nemškem vzoru? Kakšen cerkveni? Ja.
Ja, jaz v bistvu tega nemškega vzora ne razumem prav dobro, ker kolikor jaz razumem, nemški vzor je, da tam davek plačajo verniki zato, da cerkev funkcionira, ne. Sam moramo tudi vedeti, da to prehaja iz neke druge tradicije, mislim iz protestantske. Ne vem, kako imajo rimokatoliško, mislim v nemških deželah, ki so rimokatoliške, to urejeno, ampak ne, pri nas se ponavadi razume, kot da pač cerkveni davek pomeni, da obdavčiš cerkev. V Nemčiji pač cerkveni davek pomeni, da verniki prek davka pač plačajo za to, da cerkev financirajo cerkev, ja. Zato pa je, ko govoriš o tej rimokatoliški in protestantski logiki, če pogledate stopno korupcije v rimokatoliških deželah in v protestantskih, je 1:3 v povprečju. Toliko večja je v rimokatoliških deželah. Zdaj pa predajam besedo še tebi, Rado. Hvala. Jaz imam 3 kratka vprašanja. Kaj ste se vi osebno naučili iz vladavine Janeza Janše zadnjih 2 let? Ja, jaz mislim, da Janša na nek način razgalil vse, kar je narobe s slovensko demokracijo. Tako da bo treba iz tega narediti, kako bi rekel, ne raziskavo, ampak iz tega potegniti zelo jasne lekcije in na točkah, ki nam jih je pokazal, začeti pač anomalije odpravljati. Začenši s tem, da mislim, da mora priti neka vlada in začeti, ukrivljati medijskega prostora po svoje, hoditi po civilni družbi, se obnašati, kot da zanjo zakoni ne veljajo, izigravati vseh pravil in tako dalje, ne. Tako da naslednja vlada ne bo smela iti po logiki, ok, zdaj nov odnos smo dosegli, saj to nam ustreza, tako da se pač tega novega dna držimo, ampak se bomo morali pač zavedati, da smo na dnu in se vprašati, kako se povzpeti, ne nazaj, kjer smo bili, ampak kako se povzpeti v leto 2030, kakršnega bi radi imeli. Zdaj ste mi odgovorili v množini. Jaz sem vprašal vi osebno. Ja, sej, jaz to vidim in govorim o množini zato, ker ne bom sam sestavljal naslednje vlade. O naslednji vladi govorim o množini, ne, kdo bo moral to narediti. Gospod Mesec, kaj se je koalicija KUL naučila v teh 2 letih? Ja, kakor se zdaj pogovarjamo isto, da bo treba standarde bistveno zvišati na vseh ravneh. A pa ste kaj bolj povezani, kot ste bili pred 2 leti? Ne, povezani smo trenutno kar v redu, no, sploh tako, medosebni odnosi so dobri. Zdaj, kar se bo treba naučiti, pa to sem tudi danes, ko je bil Golob na obisku govoril, da mislim, med nami obstajajo razlike, ne? Obstaja pa tudi neka presečna množica. In znotraj te presečne množice je treba najti projekte in jih prioritizirati in pol se te špure držati. In ne postati, koliko je bila Cerarjeva vlada, ki sem jaz rekel, da je bila ko vrba v vetru, ne? Ko je pač zapihal desno, je šla desno, ko je zapihal v levo, je šla v levo, skratka nobenega stališča trdnega ni imela, za nobeno stvarjo ni zares pač stala in na ta način so samo izgubili zaupanje vseh. Tako da mi moramo postaviti jasne ambicije, jasne cilje in za njimi hoditi kot orkester. Super. Dobro, imel sem še eno vprašanje pripravljeno, ampak vseeno sem pa vrnil nazaj na ta kadrovski bazen, ne. Zdaj neverjeten, s kakšno lahkoto ta vlada postavlja kadre kamorkoli. Vi pa pravite, da je pa ta bazen precej prazen. Tukaj se sicer z vami strinjam, mi nimamo toliko ljudi, da po cel Slovenijo se zamenjali vsake 2 leta. Sploh pa nekdo, ki je šel v nek ta posel z vami, s politiko, če temu rečem, nek državni sekretar, ne vem kdo,
ki je šel iz nekega dobrega posla v politiko ali pa v javno upravo, potem so ga tam odžagali, čez 2 leta se najbrž ne bo več vrnil. Ne. In to je ena taka velika škoda za to državo, ne, po mojem. Ja, mislim, to, kar Janša počne, ni kadrovanje, ampak je, nekdo je to lepo rekel, kadrovski voluntarizem. Ne? Voluntarizem v filozofskem smislu pomeni volja pred razumom. In pač Janša postavlja ljudi, ne glede na to, koliko so pač neizkušeni, postavlja jih po principu lojalnosti in mislim, da je Vesna Vuk Godina enkrat lepo rekla, ne, to, kar on počne, je ekonomija daru. Pač vsi ljudje, ki jim obuješ prevelike čevlje, jih postaviš na mesto, ki ga niti v sanjah pač ne bi mogli doseči, če se ne bi pač tam najdel nek Janez, ki jim ga da, bodo to sprejeli kot dar in ker so sprejeli kot dar, bodo pač temu Janezu dolžni lojalnost. Zato to dela. Ampak to ni, mislim, to ni zdravo, ne, mislim, za njih je, no, mislim, za družbo pa ni, ker na ta način dobesedno uničujemo inštitucije. Ok, hvala. Ko ste ravno omenil, da je bil gospod Golob na obisku, a vi pričakujete pred volitvami, da bo 4+1 postalo 5.0? Jaz mislim, da bo, kakor smo ga danes razumeli, kar 4+1, ker on je v bistvu tako sicer pač rekel, da smo naravni zaveznik, je pa, to ga je bilo treba malo med vrsticami brati, precej razkril na način, da bo on do volitev igral samostojno, ker mu to bolj koristi, po volitvah pa računa na vlado z nami 4. Tako da mislim, da bo kar 4+1, mislim pa, da ne sme prihajati do kanibalizma, to sem tudi danes rekel, in Golob je pol tudi govoril o paktu o nenapadanju, ampak zdaj vprašanje, kaj je napadne. Do Kula je on trenutno tako malo paternalističen, ampak paternalizem še ni napad. Bi bilo pa dobro, ja, pač, da se ne ščipamo med sabo. No, no ampak volivci, ja. Če bo 4+1, mislim, da bodo volivci iz vašega bazena enega dela, predvsem po moji oceni z področja LMŠ, prestopali v ta +1, drugače bi se pa obnašali, če bi to 5, pa ne bilo teh prestopov, po moje toliko. To je zelo delikatna ocena, no? Ampak jaz mislim... Se je to Golob ve, ne? Zato pa je tako. Bogdan, še tebi dajem besedo, izvoli. Ja, hvala za besedo. Torej, jaz bi vprašal, gospod Luka, ste omenili, da podpirate neko švicarsko varianto referenduma za referendumski dan. In me zanima, koliko dobro poznate švicarski referendumski sistem. Tam imajo namreč pravico odločanja o ustavnih členih, o zakonih in tudi o mednarodnih pogodbah. In edina omejitev je pač, da se ne manjša človekovih pravic, kar je podobno kot pri nas pač teh pravic manjšin. Imajo pa tudi v bistvu, nimajo ustavnega sodišča, ker je vrhovni ustavni razsodnik, je referendum, pač ljudski referendum, ljudstvo na referendumu, in tudi v bistvu lahko predlagajo vse sorte teh zakonov in nimajo tega pogoja na upravnih enotah, tudi dosti daljši rok zbiranja podpisov imajo. In me zanima, koliko v bistvu podpirate te zadeve, referendum švicarskega načina? Ne, jaz mislim, da to bi bil, jaz bi ga, kot sem rekel, poskusno uvajal na posvetovalni način, ki bi bil zavezujoč do oblasti. Mislim tako, pač ljudstvo da mandat ali pa ne da mandata pač za nek zakon. Ne? In mislim, bom tudi pač predlagal, da se to začne v naslednjem mandatu delati in da se na ta način naredi res za prejšnjo politiko, ker prej je bilo tako, ok, postavili smo vlado, vlada bo 4 leta, vlada bo delala po svoje in pač mi smo mandat ljudstva že dobili na volitvah. Jaz mislim, da se zaradi tega pač zgublja, no, stik ljudstva z oblastjo in da bi bilo treba, tako kot delajo v Švici, večkrat dati priložnost ljudstvu, da odloči, v katero smer pač hoče, da država gre. Da bomo na ta način v bistvu...
neko bolj zdravo demokratično kulturo razvili. No? Ker mislim, kakšno imate pa stališče do tega v bistvu švicarskega načela, da je referendum ustavni sodnik in da v bistvu o ustavnih vprašanjih v bistvu odloča upravno sodišče, v primeru dvoma pa razpiše v bistvu referendum in ustavnega sodišča nikakšno imate stališče do tega? Tok radikalno še ne bi šel. Mislim, se pravi, pejmo počasi. No. Začetek, zaradi tega, ker je treba vsak sistem, ko ga uvajaš, spremljati in videti, kakšne so implikacije. Ne. Mislim, to, da zdaj ljudstvo postane ustavni razsodnik, kaj pa vem, no? Mislim, meni se zdi to malo huda na tej točki, pač, kjer smo trenutno. Mislim, kjer ampak to ni eksperiment, ker obstajajo že v Švici, to ni nekaj, kar bi pač čez dve Vem, da obstaja, ampak ne gre tujih praks kar prepisovati. Ne? Jaz pravim, pač naša demokracija je v razsulu. Mislim, Slovenci se ne znamo več pogovarjati med sabo. Ne? Ljudje iz enega političnega bloka se ne znajo pogovarjati z drugim političnim blokom in tako naprej. In pač dajmo malo časa, da se neka demokratična kultura razvije, preden lahko začnemo z bolj globokimi pa radikalnejšimi posegi. To vam jaz povem tudi zato, ker sem 8 let v stranki, ki se je sestavila tako, bottom-up z nule in to je bil, mislim, to ne morem opisati, koliko je bilo v bistvu, tega se ne vidi navzven, ampak koliko je bilo pač enih živcev, napora in tako naprej, da smo iz tega pač neko stranko, ki je zmožna demokratično delovati, dobili. Mislim, to niso stvari, ki se kar zgodijo. Tako da jaz se z državo pač ne bi tako igral, da v Švici nekaj deluje, caf pač jutri je lahko tudi pri nas. Ni tako enostavno. V bistvu, to je povezano tudi s tem, da pravzaprav stranka ima preveč moči, zaradi tega pa se morate oblikovati pa počasi profesionalizirati. Ker v bistvu, če bi šlo po 3. členu ustave, ima oblast ljudstvo in tu sploh ne je vprašanje profesionalnih politikov. V bistvu, ni treba zdaj čakati, da ljudstvo, koliko mora še ljudstvo odrasti zdaj, da v bistvu dobi to oblast končno v svoje roke in ne pa, da to počasi politiki prepuščajo, če se držimo pač ustave 3. člena. Ne. Drugo vprašanje je povezano... Če lahko tukaj sem še eno analogijo dam. Ja? No, gledajte, naša ustava je narejena po zgledu nemške, ne? In takrat, ko so jo pisali, so pričakovali, da bomo s tem v Slovenijo pač prenesli nemško ureditev. Pa vidimo pač, koliko se je pri nas to prijelo, pa koliko se ni. Zato pravim, da niso stvari kar tako, da jih lahko copy-pastaš. No, jaz bi rekel, da mi smo se o tem veliko pogovarjali, ko smo ta zakon delali in na tej točki se absolutno jaz strinjam s tem, kar ste rekel. To bi bila napaka tiste vrste, ko začnejo Angleži razlagati Rusom, da če bi sprejeli njihovo parlamentarno demokracijo, da bi pa vse funkcioniralo. To je seveda čisti idiotizm in jaz sem tudi proti temu, da mi enostavno kopiramo. Ko smo delali naš predlog za volilni zakon, smo seveda šli skozi sisteme, recimo Islandije, Irske, Nemčije, zdaj zlasti Nove Zelandije, ki je v lanskem letu z 2 referendumoma upeljala nov sistem. Ampak tudi mi nismo niti poskušali, niti verjeli, da je mogoče nemški sistem prekopirati v Slovenijo. Mi smo nekatere rešitve poskušali razumeti in se vprašati, ali bi te rešitve, kot v Nemčiji funkcionirajo, pri nas enako funkcionirale. In smo gotovi, da ne, in smo nekatere stvari precej drugače rešili. Tako da to vaše stališče jaz osebno zelo podpiram in spoštujem. Je razlika v tem, če lahko sam, da v bistvu nemški sistem je sistem velikega imperija, medtem ko Slovenija kot majhna država veliko bolj podobna Švici in tudi naša v bistvu pravna tradicija je dejansko pravzaprav najstarejša demokracija v Evropi, kar je pravzaprav tudi vzor švicarske demokracije. Tako da, ne vem, zdaj upeljava nemškega je pravzaprav ravno to, kar pravite. 30 let imamo že nemški sistem in to se je izkazal za popolnoma slabega, v bistvu ne vem, zakaj bi bil zdaj upeljava švicarskega, itak ga ne bi mogli prekopirati. Samo to načelo referenduma v bistvu bi prevzeli učitelj. Ne vem, zakaj bi to bilo zdaj slabo. Ampak dobro, pustimo zdaj to, ker je pač gospod Mesec tukaj. Drugo vprašanje za gospoda Luka. Če smem, sem še tukaj. Lahko dam še 2 druga primera. Imamo soupravljanje pri nas, zakonsko določeno pač v firmah, po zgledu nemškega Mitbestimmung, a deluje.
Imamo ekonomsko-socialni svet po zgledu pač nemške in avstrijske socialdemokracije, a deluje. Mislim, nič od tega ne deluje. Zato pravim, da je treba rešitve, mislim, sploh če so radikalne, uvajati previdno in postopoma, zato da vidiš, kako se obnesejo. Ne deluje zaradi prevelike moči strank. Ja, Ne, točno kapitala. to, se strinjam. Kapitala. Ja, Mislim, sej. zato, ker mislim, sej to je dobro vprašanje, zakaj ne deluje. Mislim, da Za se naše- lahko še za 2 uri naslednji teden dobimo, da probamo to ugotoviti, ampak ne deluje. No, to. Za naše stranke je OECD rekel, da se vrhovi strank pajdašijo z nelegitimnimi združbami v državi in izven nje. No, jaz To je razpad sistema, ne? Gospod Bogdan ima še eno vprašanje, ne, če sem prav razumela. Potem Ja, je še eno vprašanje. No, mogoče bi sam še to, gospod Luka, pojasnil vprašanje Ustavnega sodišča. Vi zaupate Ustavnemu sodišču, da je to dejansko varuh ustavne demokracije tukaj, ali je to politični organ, pravzaprav bolj podoben nekakšnemu centralnemu komiteju v Jugoslaviji? Ne, mislim, ne bi ga jaz tako označil. Mislim, da Slovensko ustavno sodišče ima problem, ja, da se ga v bistvu skozi pač malo poskuša pač nagibati levo desno, ampak zaenkrat smo daleč od tega, da bi bil to CK v državi ali kaj podobnega. No, drugo vprašanje, če lahko ste rekel, da se koncentrirate na vizijo leta 2030, pa me zanima, koliko poznate v bistvu vizijo Svetovnega ekonomskega foruma Klausa Schwaba, ki je napisal Great Reset, kjer je v bistvu neko vizijo imel, da bi pravzaprav ne samo bila neka diktatura tehnokracije, ampak tudi pravzaprav en transhumanizem praktično vse prisoten. Kakšen odnos imate do tega? Poznate to njegovo vizijo? Ne, poznam Klausa Schwaba pa Davos, pa tako ne vem, mislim, do tega sem precej zadržan, ker to pa je srečanje svetovne politike z svetovnim velekapitalom. Tega The Great Reset pa ne poznam, bom pa pogledal, ja. Super, še Janez, imaš zadnje vprašanje, čeprav vem. Kdo? Ja, še kdo? Janez Martinčič. Ja. A je prisoten še? Je, zvočnik sem ugasnen. Izvoli, Janez. Ja, v skupini, koga bomo volili, smo nastavili števec podpore spremembe volilne zakonodaje, ki trenutno kaže 220.254 glasov. Kaj vam sporoča? Boste upoštevali voljo ljudi, sploh na tako lepo število podpornikov? To je trenutna številka. Ja, vse kot sem rekel, no, jaz sem se danes prišel z vami iskreno pogovarjati. Jutri tudi pride Sinteza k nam predstaviti predlog. Bomo videli, kam pridemo. No, super. Evo, jaz bom počasi se zahvalila vsem prisotnim za iskriva vprašanja, iskrive odgovore, za tole debato. Jaz mislim, da pri 2 točkah smo se popolnoma uskladili, pri eni smo v nekem delu se uskladili, ampak so usklajevanja še v nadaljevanju, kar je najbolj bistveno. Se mi zdi, da dokler ne rečemo zadnje pike, je vse še odprto, tako da jaz srčno upam in verjamem, da bomo šli vsi v dobro državljanov Slovenije in Slovenije same in da se bo kakšen kakovosten premik zgodil in da je že čas, da stopimo izven okvirjev, v katerih smo 30 let zdaj bili stlačeni in da pokažemo, da se da tudi drugače in upam, da gospod Mesec boste tudi svojo stranko popeljal po tej poti zelo brezkompromisno in da boste upravičili ta svoj sloves, ki ste ga imeli, ko ste se na slovenski politični sceni pojavili, nečesa svežega, nečesa novega in nečesa, kar se ne boji stati za svojimi načeli in to vam želim vam veliko uspeha na volitvah. Eno anketico vam še pošljem, da vas še z podrobnejšimi vprašanji predstavimo, pa seveda čakam tudi na vaše povabilo, da se bomo dogovorili za monitoring na volitvah. Vsem prisotnim se zahvaljujem za
to, da ste spremljali srečanje, da ste zastavljali vprašanja. Jaz upam, da smo vsaj na kakšno vprašanje odgovorili in da bomo čez 2 dni vajo ponovili. Tako da lahko noč vsem. Hvala lepa za pogovor. Ja, hvala vam. Srečno. Lahko noč. Hvala.